Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Danes je v moji družbi David Amarov. David je z mano že drugič in je glasbenik, ki živi v Duru, je pravi kameleon, človek, ki je že večkrat v življenju doživel en tak prerod. Trenutno navdušuje v hrvaški verziji šova Znan obraz ima svoj glas. Kot sem rekla, tukaj je že drugič in iskreno sem vesela, ker se mi zdi, da je pred mano v bistvu čisto druga verzija Davida, kot sem ga spoznala. Kakšna je ta verzija? Kdo je tukaj z mano, bo povedal, sam živijo David? Zdaj, koliko 2 leti nazaj si bil tukaj? 2 leti pa pol nazaj sem bil pri tebi. Vse sem ti prej rekel izven etra, to je verzija David 6.0. 6.0 že. Ja, ti si rekla, da je to zdaj David 2.0, v bistvu je 6.0, pa verjamem, da še na polovici nisem vseh teh verzij. No. Zelo lepo se je spet srečati s tabo tudi v tej 6. verziji. No. 6. verziji. Ja. Kaj si že takoj na začetku vprašala? Ne, nič nisem vprašala, ampak jaz svojega gosta vedno prosim, da prinese 3 predmete. Zdaj tebi sem to domačo nalogo prihranila, nazadnje si pa prinesel kopalke, lonec in slušalke. Zdaj, verjetno, ta verzija David 6.0 ne bi prinesla teh predmetov. Ali pač? Slušalke ziher, slušalke kar tako 100%, ker pač vedno imam slušalke gor in to je moj odklop. Zakaj sem lonec prinesel? Sarme, mama, spomin na dom, nekaj tako sva... Sploh ne maram sarm. Ne? Mislim, pač tistega zelja sploh niti ne maram, tako da v bistvu zaradi mesa mogoče od mame, ampak ne bi to zdaj prinesel. In kopalke, poletje, morje. Zelo premal sem bil, lani sem bil, mislim, da sem tako par dni na morju, tako da zelo manj se tega... Ne vem, kaj bi ti zdaj prinesel. Po mojem bi ti rekel, da sem pozabil. Aha, pozabljivi David, je to 6.0. Ja. Ne, ampak resno, David, v kakšnem obdobju življenja sem te ujela, vmes je bilo kar nekaj pretresov, zdaj, ko sem lovila te momente med najnim intervjujem do danes. Ja. Kakšen David sedi pred mano? Zdaj, če gledam za nazaj 2 leti, pa pol nazaj si ti v bistvu vsakič me poklicala ravno v nekem mojem prihodu nazaj iz Hrvaške, ker takrat sem tudi prišel iz oddaje Superstar nazaj. Kot je Severina tako lepo takrat počastila. Tako, tako da sem zdaj v tej neki verziji, ki je pa malo drugačna od takrat, ker v bistvu se je moj prerod, na nek način prerod, to se zdaj slišalo tako, ampak globoko, ampak takrat začel dogajati. No? Takrat recimo nisem imel nekih stvari, kot jih imam zdaj, recimo svojih samostojnih koncertov, nekega malo bolj svojega jaza. V bistvu sem se takrat bolj kot ne še boril za to, z eno tako previdnostjo. Zdaj pa stvar malo bolj tako drugačna. Čeprav moram priznati, da kolikor sem se zdaj vmes najdel, zdaj kar hrepenim potem, da se spet malo zgubim. Aha, ti pa še to, da se najdeš, iščeš. Ja, pol malo tako že, a veš, ker če si se ti zdaj kao najdu, je pol to neka končnica, Je to nek konec, pa to niti meni ni več zanimivo, niti publike, A veš, on je zdaj že prišel, da to je to, Pa to pač ni res, Kot sem te rekel, to je verzija 6, ampak niti po mojem nisem niti na polovici. Je pa nekaj pri tebi, nekako te mora vedno tujina povzdigniti, da te v Sloveniji tudi malo bolj upademo, se mi zdi. Ja. Je tako? Ja, in tudi stvar, ki ljudje ne vejo, da jaz v tujino grem samo zato, ker želim v Sloveniji nekaj narediti. Aha. Vsi so tako, zdaj boš pa tam neki. Seveda, to so stvari, ki so odprte in imam tam ogromno nekih možnosti, ampak jaz prva stvar, ki jo vedno razmišljam, ko grem v tujino, je kaj lahko iz tega v Sloveniji potegnem. Ker je to moja država in to je moj dom in zaradi te tujine si želim pol napolniti določena prizorišča in tako naprej. Ker vem, da smo narejeni tako, da samo tisto, kar tuji ljudje, torej Hrvaška ali Srbija, pohvali, šele takrat je to za Slovence dovolj dobro. Dovolj dobro, ja. Tako da jaz vse to delam samo, kar rečejo, da je pa naj bo tam, nekateri, tako, zakaj ne more v slovenščini, ono tretje, Zato, ker sem jaz, kako je že, slovenskega naroda sin. Pravi Gorenca, ne? Pravi Gorenc z ščepcem, takim kar enim velikim ščepcem Bosne. Tudi, no.
Ja, ne moreva mimo tega hrvaškega šova Znan obraz ima svoj glas. Že v Sloveniji si sodeloval v tem šovu, zdaj na Hrvaškem. V enem podcastu si dejal, da bi lahko 2 uri govoril, o čem so vse razlike, pa ne bova o tem. Ja. Ampak vseeno povzdignili so te naši južni sosedi, take zanimive izzive so ti dali. Povej mi, kako si se znašel v tem šovu? Kaj ti je dal do zdaj? Zelo težko. Res, to je po mojem najtežja poslovna, da sem jaz ostal, kako bi rekel, zbran, pa da me ni zlomil, ker je zelo, zelo, zelo težko. Ti si vsak teden nekaj, kar je čist izven tvoje komfort zone. Tega mi recimo v Sloveniji, ko sem bil na Znanem obrazu, se mi ni to tako dogajalo. Tam sem kar dobival nekako stvari, ki mi pašejo, mogoče tu in tam zgodil, ampak zelo malo. No, tlele pa od prve oddaje naprej samo tisto, kar ti res nisi. Te ženske transformacije, pa recimo že Toni Cetinski, ko sem bil, je kar daleč od neke moje barve, pa Doris Dragovič, pa vzlej dni, da ni kdo, Maja Blagdan, Jelena Rozga, jaz sem tako bil, kaj je to? In je zelo težko ostati normalen, da se ti ne zmeša, ker se vse to dogaja, ker ljudje te pa tudi zelo so močni na jeziku, ko gledajo vse to. Tako da je kar bilo zelo zanimivo potovanje, ampak sem pa dojel, da bolj kot težavno je, pravzaprav boljše izgleda in bolj uspešno na koncu je, ker vseeno je pa to do zdaj moj najuspešnejši projekt. Ja, kar res viralne posnetke videvamo, ljudje so navdušeni, tudi sami izvajalci tisti, ki jih imitiraš, se... Tako, najuspešnejši projekt, a najtežji, tako da vidiš, to je samo dokaz, da najtežje stvari v bistvu ti največ prenese, oziroma obratno. Ja, recimo, zaradi prve imitacije sem postal viralen v Španiji. Ja, imaš neko novo bazo oboževalcev? Konkretno, ja, to tudi evrovizijsko bazo neko, ki je pomembna, če se nekega dne zgodi ta čas, da predstavljam svojo državo, mi Španijo imamo. Imam zriknem. 12 points. 12 points. Tako da, kaj še potem? Doris Dragovič se je javila, potem imamo Toni Cetinski se je javil, ni, pa potem bolj kasneje ti bom še povedal, kaj se je še, kdo se mi je še javil. No. Ja, to so res take regijske zvezde, in verjetno je pritisk kar velik, ko izžarebaš Tonija Cetinskega, Lepo Breno, to lahko cele skupine ljudi užališ, če ne imitiraš dobro. Zdaj si bom pa takole rekel, evo, zdaj recimo tole uporabi, ko pa ste delali v video, veš, na klip. Klip. Kliče mene zadnji, in začni tako s tem stavkom. Kliče mene zadnjič par dni nazaj, meni zvoni telefon in kliče me Lepa Brena. Ne, resno? Resno. Verjetno nimaš shranjene? Ne, seveda da ne. Kliče me Lepa Brena in daj mi, da jaz sem morala, da te nazovem. Da ti kažem, da je ovo, jaz tako, Gospođo Breno, ker v pesmi, ki sem jo pa pel, boli me za sve, pa noter neki te fantje, neki ansambl, prav reče, Gospođo Breno, jaz ne, Gospođo Breno, in ona se začne smejati. Moram ti reči, da je ovo u svim godinama, 40 godina sam vidjela 100 imitacija Lepe Brene i ovo je najbolja imitacija Lepe Brene ikada. I taj pad i sve to što si uradio toliko autentično i jaz gledam, se pogovarjam z Lepo Breno i ne morem verjeti, ne. Telefonsko je dobila po eni znanki, ki ima neverjetno eno skupno znanko. In jaz rečem, da mi je pač bilo zanimivo to, da sem se zelo bal, ker jaz sem na koncu dneva na odru padel, vrgel sem se na tla, ne, tako kot se je ona. Padla je leta 83 v Mostarju. In jaz rečem, jaz sem se plašil, bal sem se, da sem mogoče preveč, da pač, veš, to je tanka meja med tem, da si karikiral. Ja, mala karikatura je mogoče bila, ampak da njej to mogoče ne bo. Ona rekla, ne, to mora tako da bude, da se vide gače, da se pada. To je Lepa Brena.
Jaz takoj ne morem verjeti, kakšna carica je v bistvu Lepa Brena. Prvo to, da me je poklicala, da mi je dala to vedeti. Drugo, da mi je dala vedeti, da je to najboljša imitacija Lepe Brene. Jaz sam sem videl res ful imitacij Lepe Brene in zato sem se zelo bal postati na odru Lepa Brene. In je rekla, da je to zelo spominjalo dejansko na njo iz tega časa, ko je pela to pesem Boli me umbo za sve. In da sem se tako zelo približal njej. Tako da mi je namenila tudi enih osebnih stvari, tudi glede. Dala mi je v bistvu vedeti, da zelo dobro vem, kaj je show business. Ker in potem jaz tako vključim, tako da sem tako Lepa Brena ti je to rekla, ki je majstor show businessa, ne. To ni mala stvar, jaz sem tako zelo, še zdaj malo prihajam k sebi, no. Ja, verjamem, kaj si človek sploh, ko zaključi pogovor z Lepo Breno, kaj ti gre čez misli? Veš kaj, sicer Lepa Brena je dejansko po mojem mnenju največja zvezda Balkana. To je že z časa Jugoslavije, to so taki uspehi, ki niso zdaj kar tako, ne. Lepa Brena je le Lepa Brena. In sem njej tudi rekel, jaz ne vem, kako bo to zvenelo, ampak jaz nimam niti malo treme zdaj, ko se pogovarjam z vami. Tako, zelo lep vibe in je ona rekla, pa zašto bimo? Ne, sve je okej, zovem te, pokličem te, ko pridem v Slovenijo, greva na kavo. Neverjetno, ona to res ne bi rabila delati. Ne, ona to res ne bi rabila narediti in od vseh zvezd, ki sem jih spoznal, je Lepa Brena daleč najbolj dostopna bila v tem pogovoru in daleč največja, z najmanj distance. A v bistvu je ona največja. Ker sem spoznal tudi nekaj ljudi, vmes, ko sem jih imitiral. Eno osebo, no, pa ne bom povedal, kdo, saj ni bilo, saj je bil zelo prijetna ta oseba. Ampak recimo sem čutil neko malo distanco, ne, na nek način, a v bistvu sem... A tako gledanje zviška? Kot ta veš, recimo, mislim, ne niti ne zviška, pač distanca, v bistvu previdnost, ne. Očitno Lepa Brena ne rabi biti toliko previdna, ker Lepa Brena že takoj prepozna, zraven koga mogoče rabi biti previdna, pa zraven koga ne, ker ima toliko let že izkušenj, ne. In sem počaščen, da zraven mene se ni tako počutila. In verjamem, da se bova še srečala konec koncev, ne, pa tako, ampak zelo neverjetna zgodba, ker tak klic prejeti od Lepe Brene ni mala stvar, ne. Ja. Kličem, moja mama je pa glih v neke zdravstvene težave ima, no, in je zdaj nekaj časa v bolnici, vse je zdaj v redu, Jo ampak pozdravljava, ne? In želimo ti tako. dobro. Vse je v redu, ampak jaz njo kličem ob 10:00 zvečer, zvala me Lepa Brena. Prosim. Ona skoraj se je izključila iz aparata. Zdaj nekak. Vse sem doživela. Tako da, a veš, kakorkoli, ena velika čast in kar malo mi je ta klic naredil nek mal klik, opala, ker veš, jaz sem zdaj, odkar so se midva nazadnje videla, zelo spremenil tok svoje kariere, kar je prav, da sem gas, toliko je bilo potrebno dobiti malo strani ljudi, mogoče eno malo tako strahospoštovanje, čeprav ne bi ga, tudi strahospoštovanje ni potrebno, ampak mogoče sem jaz hrepenel po nekem spoštovanju, no. In potem sem pa hitro dojel, da sem mogoče se malo postal preveč resen. In je ta oddaja odlična bila, zato da sem se spet zbudil in bil spet tako, zdaj pa gremo delati šov, čeprav sem se ful bal. In pika na i je bil ta klic od Lepe Brene, ki mi je dal vedeti, da je to šov, da je v bistvu cel ta posel šov in da jaz šov znam delati. Tako da jaz sem ready za še kakšen škandal zdaj, če si ti. Ja, na Slovenskih novicah smo vedno pripravljeni na Vem. škandale. Prejle me je fotograf že izven etra slikal, zato da ima kao, ne, to si rekla Če za... bojo kakšne črne kronike. To. Vedno slikamo goste za črno kroniko. Ampak Ne, ja, to je neka interna šala, ampak tako da... nikoli ne vemo, kdaj na življenje kam zanese, ne? Tako da ja, a veš, to so klici, ki te res spremenijo, oziroma dajo nek pečat na vse to, kar si delal in toliko sem čakal od enih drugih, kar nekaj, veš, mislim, toliko sem čakal, mogoče kdaj v življenju, Potrditve. potrditve, ne, in vedno jih dobim od največjih.
In še vedno jih čakaš. Ali ne, pa še vedno jih čakam. Zadnje smo govorili, da Severina s solzami v očeh te ne hvali, da si bil hladen kot špric. A veš, in to Samoumevno ne. Ja. V tebi je vrelo. Jaz sem Prosto tako. se, ne, ko si to razlagal. Ampak pri Lepi Breni ni. Leč vrelo, zelo je bilo. Zdaj jaz ne vem, mogoče zato, ker sem se jaz v teh letih tudi zelo spremenil, pa se tudi zdaj pri Severini ne bi tako počutil. Pri Severini pa pri ostalih prej je to bilo mogoče bolj iz nekega, kako bi rekel, manj vrednostnega mojega tega, da jaz pa nisem toliko, veš, ne. Zdaj pri Lepi Breni sem se pa počutil, da govorim z nekom, to sem tudi rekel, ne, da imam neko res ogromno strahu, spoštovanje do njih, ali pa kot da govorim z nekom, ki me razume in zelo dobro ve, kdo sem, in jaz tudi njo in se od nje skozi ta pogovor ogromno lahko naučim, in da to nima niti ene veze z mojo vrednostjo, da sem jaz zdaj manj vreden. Mislim, da smo vsi na tem svetu isto vredni. No? Tako da, ja, vedno, se pravim, vedno hrepenim po neki potrditvi in potem mi jo dajo tisti največji in eto, kaj češ lepšega. Samo da ni to kronično, da rabiš potem še več, ne? Ker, Valjda. kam gremo še lahko višje? Ja, očitno je to prav, zato ker potem pridem le do teh največjih. Ne? Očitno nekaj že prav delam v tem smislu in da ravno iz tega razloga ne morem od manjših, od Lepe Brene dobiti potrditve. Pa ti potem tudi od kakšnih manj znanih kolegov pohvale še pomenijo? Seveda, no, da ne bo zdaj to Ja. zanimljivo. Seveda, ogromno mi pomeni tudi kot tvoji kolegi. Pa v Sloveniji vidim, da so me tudi glasbeniki zelo podprli na tej moji poti na Hrvaškem in to ni tudi za zanemariti, ker je lepo, a veš, biti z glasbenimi kolegi tudi v dobrih odnosih. Če je to pač vse tudi seveda korektno. Ne hrepenim pa zdaj potem, da moram zdaj biti z vsemi v dobrih odnosih. Ne. Ja, se mi zdi, da ravno ko si govoril o tej spremembi, da te je to včasih ne zaneslo, da si želel potrditev, da si svojo energijo usmerjal, vsaj kolikor sem v intervjujih zasledila, ne, da si svoj fokus imel v napačnih stvareh, ne, v tej potrditvi, ne pa v cilju, ki ga želiš doseči. Mislim, se ta iskanje po potrditvi, a veš, jaz pač sem rad ljudem všečen in mislim, to je pomembna stvar za ta posel. Ne. Zdaj, biti všečen je pa tudi pomembno, da se pa zgodi organsko in da se zgodi tako, da si ti še vedno ti, ne, realno, in mislim, da sem postal ljudem všečen šele takrat, ko mi je res postal malo vseeno, da sem, a sem jim všečen, oziroma ne, da mi je postal vseeno, šel sem naprej, kljub temu, da mi ni bilo vseeno. Ni meni vseeno, če jaz komu od kolegov nisem všeč na nek način, ne, odvisno sicer komu pa tako, ampak grem pa vseeno naprej in furam svojo špuro in se ne spreminjam zato, ker zdaj nekomu tam nisem. No, tako da ja, fokus na prave stvari je zelo pomemben in sem ga na nek način dobil. Se pa malo menja to skozi, veš, malo gore dole, pa raba malo več potrditve, pa manj, pa več, pa tako, dokaj nestabilno. No, ampak vseeno moramo vprašati nazadnje, ko sva se videla, si se mi zdi vseeno tako malo bolj neobremenjen, potem pa je bila neka prelomnica v tvojem življenju, ko sem poslušala tvojo pesem Princ, ne, pa tudi ta besedilo, ki je prišlo, spremno besedilo, kako si zapisal, da je bilo to eno najtežjih let v tvojem življenju, ne, da si se odločil, da ga preživiš v tišini. Verjetno nočeš o tem, ampak bile so očitno velike in globoke prelomnice. Sicer bom rekel, da takrat, ko sem bil pri tebi, sem pravzaprav bil v večjem stiski? Sam ne iskanju vedoč. sebe. Ja, ne skladju sebe, sam ne vedoč. Oziroma ravno takrat, to je bil zelo en prelomen intervju, ravno takrat sem se iskal na nek način. To leto, ki pa je bilo najtežje za mene, pa ni več zdaj toliko najtežje leto, zato ker pa je bilo leto, ki mi je naredilo največje spremembe in mi največ dalo. Predvsem, da sem nehal malo bežati od enih stvari, da sem pogledal si v oči tudi glede tega, kaj je res prav zame in kaj ni, kdo so ljudje, ki mi pašejo in kdo ne, in predvsem tudi, a meni paše, a sebi pašem jaz. Ne, tudi to. In odgovor je bil takrat ne. Tako, zelo sem se pomanjševal. Bila je to neka mala taka lažna skromnost. Lažno sem bil skromen, ker sem se vedno bal, če bom jaz zdaj dal ljudem vedeti, da jaz zase mislim,
da sem dovolj dober, da pač bodo ljudje zame pač mislili, da sem jaz zdaj vzvišen in tako naprej. Ampak jaz nič v tem življenju ne morem doseči. To sem spoznal, če jaz zase ne mislim, da sem najboljši. In to tudi, mogoče tudi takrat, ker realno nisem najboljši. A veš, jaz sem v tem šovu zdajle, v katerem smo, začel dobivati ogromno pozornosti ljudi na Balkanu zdaj, z milijonskimi ogledi, šele ko sem jaz tako malo nerealno in deluženo se reče, ne vem, kako se te besedi. Deluje neka tam. Te besedi po slovensko reče, ampak tako malo deluženo zase mislil, da sem jaz res boljši kot čisto vsi tukaj. Aha. Vsi. Če bi zdaj prišla, a veš, če bi zdaj Mick Jagger prišel, jaz bi tako, ne, jaz sem boljši kot Mick Jagger, ne. In ne moreš nič doseči, če tega zase ne misliš v tistem trenutku. In zelo sem se bal tega, zato ker je pa zelo scary to. Ker ti se zavedaš, da je to malo tako, ne, malo kuku. Nisem pred tem, sem pa skozi se bal iti v ta nek, v to, zdaj sem jaz najboljši, zato ker sem se bal, kaj bojo ljudje rekli. A pravzaprav je odgovor ta, da nič ne more reči, zato ker David, ko ti zase res misliš, da si najboljši, ti ne more nič reči, ker ti pa to res oddelaš tako, da verjameš v to, ne. In tudi manj me prizadanejo stvari, ko jaz grem 100% v neki in sem tako, pa se pol pridem domov, pa sem tako, joj, kaj misliš, da si, ne? Ampak Se spet malo pomanjšuješ. seveda, ker sej prav, ne morem zdaj jaz stalno misliti in leteti, ampak ta stvar se je malo spremenila, se ne vem, kaj sem sploh govoril, vidiš. Danes sem prišel v enem zelo takem moodu, ker sem si želel, ta klic od Lepe Brene me je malo. Te je povzdignil. Kdaj pa se je zgodil ta klic? 2 dni nazaj. Aha, to je še čisto sveže. Pa še slabo sem spal pol vmes, tako da včeraj. Kako pa je zdaj ta ritem življenja, verjetno je divje, ne? Ja, zelo malo spim, vstajam v 5 zjutraj. Veš, kaj pa najbolj zanimivo? Da sem dobil toliko, tudi to je en pokazatelj. Jaz sem, ko sem bil Lepa Brena, prvič v življenju zaradi stresa, refluksa in vsega, kar se je dogajalo, ker res je naporno. Se mi je glasilka stisnila in sem dobil, to je bilo medtem, ko sem bil Lepa Brena in Halid, in sem dobil v tisti dan, na dan nastopa, vozliček na glasilkah. In nisem mogel govoriti zjutraj na nastopu Lepe Brene. Nič. Glas ni prišel. Na ton, jaz tudi govoriti nisem mogel, tonski vaj sem bil tiho, oziroma sem samo jaz sem tako, ok, govorim tako, jaz tako, dajmo, zjutraj. Jaz tako, ok, ampak ful miren. Mene bi ponovadi zdaj tako, glas je moj glavni inštrument, pa jaz tako nič, gremo, me peljejo k zdravniku, k foniatru. To se je prvič v življenju mi zgodilo, ne, čisto toliko, ne, jaz tudi tehniko imam pevsko zelo dobro in to nima nobene pravzaprav veze s tem. Plus, da sem jaz poučujem petje in mi je to malo tudi tako bilo, pa a veš, to zdaj tudi zdaj to, da govorim, sem malo bil tako, zdaj sploh to rečem, zato ker kako bo to zdaj name izpadlo, ampak jaz sem tudi sam človek in stres naredi svoje, ne. In v glavnem sem šel potem na kortikosteroide za ta nastop, dobil od zdravnice, ne vem, 1000 enih stvari, šel na oder, kot Lepa Brena in rekel, ja nič, ne, zdaj pa da je vse. In sem dal vse, ne, in sem se vrgel po tleh in dvigal noge in šepetal v mikrofon. In da mi je potem Brena rekla, da sem celo zvenel malo kot on. Jaz pa za vozličkom, ne. Ti pa na tableti. Ja, sicer sem potem, to ni bil to je bila stvar, ki se je rešila v 3-4 dneh sicer, samo moral sem biti skozi tiho. Ni bila to zdaj resna poškodba preveč, ampak za takrat je pač bila, ne. Tako da sem v bistvu iskal tam, a veš, v bistvu mi je življenje moglo dati ta vozliček, da sem se 100% sprostil in postal Lepa Brena, ki je potem naredila zdaj boom. A veš, Lepa Brena ima tako po 5 milijonov ogledov vse skupaj. To je tako neverjetno. Je bil to najbolj odmeven nastop? Ogromno jih je. Brena, tale prva Melodi Španka, Halid, Dino Merlin ima tudi zdaj že 2 milijona. Ta je bil ravnokar, ne? Ta je bil glihka. Kateri je bil pa zate najbolj čustven mogoče, no? Halid je bil kar težko, je to bilo izvesti. Sej mislim, da se mi je zgodila poškodba na glasilkah takrat.
ker sem na drugi kitici, če kdo pogleda ta nastop, na drugi kitici so mi usta šla čist nadol, ker sem se hotel zjokati na odru, ker me to jaz sem enkrat gospoda Halida tudi spoznal. Pa cela ta moja zgodba je tudi, jaz sem že v Sloveniji bil Halid, nekako se je vse vedno prepletalo z njim, plus, veš, preminuje nedavno in je to bil prvi poklon njemu in na Balkanu realno, na tak način, dan meni. To je gledal cel Balkan. In jaz sem res se ukvarjal s tem, da zvenim čim bolj kot on, zelo malo različne barve, da to naredim tako zelo z enim spoštovanjem. In potem je na drugi kitici sam začel iti na jok. A nisem pa smel, ne. In mislim, da se je v tistem momentu zgodila poškodba na glasilkah, ker se mi je register dvignil gor in nisem mogel nikakor ga spustiti od stresa. In je zelo težko bilo ta nastop oddelati. Sem pa tudi s Halidom dobil eno veliko potrditev strani avtorja te pesmi Romanija. In v bistvu zadnjih 18 let največjih hitov Halidovih je napisal to Mirko Šenkovski Geronimo, ki pa je zdajle po tem nastopu me tudi kontaktiral, tudi on, in mi v bistvu napisal mojo novo pesem, tako, ki pride zdaj naslednji teden, imam Zbog tebe naslov. Tako da se je vrata se odpirajo, ne, na vseh področjih. Tudi to je ogromen avtor, ki piše za Crveno jabolko, piše za Halida Bešica, za Nedo ukraden. To so res velika imena, in da je on zdaj napisal pesem zame, zato ker mu je bilo všeč, kako sem jaz Halida prenesel in kdo sem, a veš, kaj češ lepšega, ne. Tako da, tudi ta najbolj emotiven mi je toliko prinesel. In bi rekel, da sta ta dva bila z dvema z največjimi izzivi, a veš, Brena pa Halid. In ravno ta dva sta mi največ prinesla, ne. To, kar si prej rekel, najtežje stvari rodijo najlepše rezultate. Točno to. Tako da, jaz sem večkrat rekel, zdaj v teku tega šova svojim ljudem, da jaz niti slučajno ne grem nikoli več v življenju na noben šov, kot tekmovalec, niti slučajno. Ampak zdaj, ko se pa te stvari dogajajo, ko se dogajajo potem povratne informacije od tega, ne, je pa to pol že malo drugače, je pa pač pol vredno, ne. Tako da zdaj ne morem spet reči, da nikoli več ne bi šel v nek šov, ne. Počasi se končuje ta šov, ne? Ja. Le še malo je ostalo. Le še finalni nastop, prišel sem v veliko finale, kar se mi zdi zelo velika stvar, ker sem le, a veš, iz Slovenije prišel. Je kakšna nagrada za zmagovalca? Ne. Kako je to tam? Ne, ni nobene nagrade. Samo večna slava in čast. Večna slava. Jaz si sicer celo življenje želim nekje zmagati, ne. Pa si prvi Glase Gorenjske si bil. Ne, tretji sem bil. Tretji si bil. Pa bil sem na eni oddaji, ko sem bil 12 let star, veseli mikrofon in sem bil tako favorit in sem bil drugi. Prvo mesto moraš osvojiti. Znan obraz ima svoj glas, sem tudi bil med favoriti, kao takrat, ne, sem bil drugi. Superstar so me takoj ven vrgli. A veš, ampak večno imam pa hvale, a veš, ne, ampak jaz hočem prvo mesto. Si tekmovalen človeka, res, že od malega. Ja. Si tak, med dvema ognjema zmaga in podobno. Zelo. Mislim tako, toliko si želim te zmage in mislim, da mi je univerzum ne da z razlogom za to, da spoznam, da sploh to nima veze. Ampak jaz si toliko želim. Mogoče pa je problem, da če bom zmagal nekje, da bo to pol v moji glavi naredil, to je to. To je to, ne rabiš nič, a veš, ne? Ker jaz sem to vedno kot mulj zgledal, kot to je moja končnica, to je ta končna zmaga in pol imaš vse. Čeprav velikrat ni bilo tako, veš, ko sem jaz zmagal, ko nisem zmagal in sem bil drugi na uni oddaji, ko sem bil mulj na TV Paprika, sem jaz dobil založbo, pogodbo založbo, a veš, ampak ne, nisem zmagal. Tako da jaz si želim ful zmage. Ampak si pa pravi borec, zdaj moram reči, da spet, ko sem se pripravljala na ta drugi intervju, sem poslušala pogovore, kako si, ne vem, kot 7-8-letni fant klical po založbah, takrat verjetno še iz stacionarnega telefona. Ja. Odkje je bila ta res velika želja celo življenje po show biznisu, po petju, po reflektorjih? Kaj te je gnalo? Ne vem. Se neverjetno, da ja, ne vem.
ne vem, želel sem si, vedel sem, od malega sem vedel, da to pa je nekaj, kar jaz bi lahko. Pa tako zelo v poslovnem smislu, v bistvu. Zelo sem bil tako, točno vem, kaj je zanimivo, pa, a veš, jaz sem vse nekako gledal in želel biti, a veš, ko sem bil mulj, sem želel biti zvezda. To sem pol, hvala Bogu, prerasel, ker mislim, da to je zelo v bistvu, to je zelo napačen mindset. Je pa razumljivo za 7-letnika, da si to želi. Ja, ampak ko si pa kao postane zvezda na neki način, ne, zvezda, spoznaš, da je to kar nekaj, ne, da to je brez zvezde. Kdo hoče biti zvezda? Hočeš biti... drugo je to, da sem... Ja, v glavnem, ne vem. Evo, da ti ne dolgovezim, ne vem. Ne vem, želel sem samo delati tisto, kar jaz mislim, da sem, v čemer sem najboljši. In jaz sem že kot 7-letnik vedel, da je to. Mogoče, ko sem v šoli pel, pa sem videl, da so se, da že takrat je recimo nekdo tako rekel, ali da sem ful dober, pol spet drug, pa da ne bom tih, da ne znam pet. Ne? In zdaj jaz sem pa vedno bil, da hočem, jaz sem pa pol hitro poslušal tistega, ki je rekel, da sem dober, jaz sem bil tako, ne, dokazal bom tebi, ki si rekel, da nisem, da jaz znam pet in da sem dober, zato da potem ne zgubim še tega, ki je mislil, da sem dober. Pa kaj je bila mogoče najbolj nora stvar, ki si jo naredil v vseh teh letih? Za uspeh, za preboj. Je bila kakšna taka, da si rečeš, joj, David. Nora? Da si res upal, da si... Pa dobro, mislim, a so mi 12. planetu. Vrgel sem se na sred odra, da me cel Balkan zdaj videl in pokazal gate pod kiklo. Ko sem bil oblečen v žensko, lepa vrena. To je bila najbolj nora. A to ni veliko. To je zelo nora, poteza. Mislim, to noben še ni naredil. Tako da, jaz sem pripravljen. Je bilo kaj posledic tega paca? 2 dni sem sicer bil še čist pod adrenalinom, tako da me nič ni bolel. Potem, kasneje, pa je začel mal, ampak zelo, zelo mal. Ker jaz sem res konkretno talebno. To sem naredil. Kaj sem... Ne, niti ne. Nič takega zdaj jaz ne delam na tak način, zdaj, da bom jaz zdaj šel, ne vem kaj delati za uspeh, kakor pa, da sem večno prisoten v tem poslu. Jaz vedno spremljam, jaz gledam, kaj se dogaja in predvsem mi je všeč ta posel, ga rad delam in to je v bistvu tisto najbolj noro, kar delam, ampak čeprav v bistvu ta padec, to je glavna stvar. Za cel ta šov, bodimo iskreni, jaz sem potem že kar trpel ta tretjič, ko sem bil ženka. No. Res. Ja, kar velikrat ti pripišajo te ženske vloge in se ti kar vzbudi ta ženska plat, se mi zdi. Marsikdo ti zavida tvoje nogice lepe. Veš, in jaz razumem tudi te vse negativne komentarje, ki pišejo. Spel se, kaj je to? Ni več pravih moških. Saj vem. Jaz se strinjam, res nas ni, ne? A me nisi videla? Ja. Res nas ni, vlečen vijolično obleko Doris Dragović sveleno, ni da ni, a veš, bacam se, kažem gate v kikli. Lej, res ni pravih moških več. Zato jaz dam prav vsem tem negativnim komentarjem. Jih bereš, jih spremljaš? Ja, pod temi svojimi videi zdaj seveda, čisto da vidim. Se te še kaj dotaknejo, si ima že toliko obrambnega mehanizma, da... Pa kaj jaz vem, pred kratkim sem rekel, da se me še vedno. Ne, mislim, tako na tak način, da bi zdaj to ful vplivalo na moje mentalno zdravje, tako kot včasih, ko sem ti rekel pred leti. Ne, ni pa zdaj, da me zabavajo. Ni pa zdaj, da sem tako, veš, ko ljudje rečejo, joj, jaz se temu zelo dobro nasmejim. Pa če se ne, nekdo me pluva. Ne, tako da pač glih se zdaj ne nasmejim, ne strinjam se z njimi, mogoče samo gledam in si rečem, a zdaj ti ljudje res vejo, kaj govorijo, ne. V bistvu sebe pol vprašam, kaj je res moje mnenje. Taki komentarji mi v bistvu dajo samo pogled vase, kaj jaz realno mislim. No, in zaenkrat glede na vse, kar se dogaja v tem šovu, sem kar zadovoljen, kako sem se nosil, tudi so bili tudi vmes kaki negativni komentarji in mnogo njih je, s katerimi se jaz tudi ne strinjam. A veš, naučil sem se tudi to, da ne meni 1000 ljudi reče, da nekaj ni dobro. Jaz
vem, ker toliko nekega samozaupanja vase imam, da jaz vem, kdaj nekaj je dovolj dobro in kdaj ni. In vi komentirajte, kot želite. Če jaz zase takrat mislim, da je to bilo dobro, jaz pač mislim, da je bilo dobro. Ogromno ljudi je komentiralo, recimo, ko sem bil Halid Bešlič, na masko Halida Bešliča, da to pa je grozna Ljudje božji, jaz sem sedel na tistem stolu, ko sem bil v maski in vsi samo gledajo in se gledamo v gledalo in jaz sem isti Halid Bešlič. Pa da meni spet solze, če tam tudi, ne, spet ne smem se zjokati. Jaz ne morem verjeti in tako, veš, koliko komentarjev je bilo, to ni isto kot Halid Bešlič. Jaz tako gledam, čakaj, malo sem zdaj jaz, kaj se dogaja. Prvo kot prvo ti ne moreš človeka reinkarnirati. Ne, to zdaj ne gre, ne. Ampak najbližji približek pa je zelo bil, ne. To je bilo neverjetno, kako zelo. Jaz potem še dam sliko zraven Halida in mene. Prvo so hoteli tam v maski zelo izpoštovati tudi Halida na koncu dneva. In jaz tako gledam vse te komentarje in jaz tako, pač ne, ljudje nimajo pojma. A veš, potem se kregati. Si napisal? Ne. Se kdaj spustiš na ta nivo? Ne. Ne. Ne? Ne. Kdaj se bijo prsti? Ne. Je pa nekdo včeraj napisal, ovo nije ni blizu Lepi Breni. To ona nikad ne bi htjela vidjeti. Mene, jaz telefon skoraj primem. Vidjela je. In zdaj bodo vedeli, ne, te negativni komentatorji. Vidjela je, šta pričate, rekla je, da je najbolja, ne. Ampak so rekel, ne, daj David nekaj. Sama veš, ne, bi bilo pa to zanimivo, ne, da se malo spustim. Ajde se igramo. Da že ti odpreš ventile. Ajde se igramo. Daj povej, David, koliko je pa kaj želje zdaj, ko si spet, ne, zelo izpostavljen tudi na Hrvaškem, po poznavanju, ne vem, tvoje zasebnosti, ozadja, verjetno je veliko tudi teh vprašanj. Včasih si kar radodarno delil svoje zasebno življenje, potem pa se mi zdi, da si tudi tukaj rekel dovolj, ne? In da si, kar je tvoje, da ostaja tvoje. Ja, seveda. Zdaj ne vem, a tebe kaj dotično, da nima? Ne, iz mojega osebnega življenja. Ampak vidim, da ne objavljaš več toliko. Včasih si res delil osebne, ljubezenske, različne stvari, prijateljske, zdaj pa to se mi zdi, da si vseeno vzel za sveto in da jo ohranjaš zase. Ja, zato ker šele tako sem potem lahko jaz začel malo kontrolirati, kaj bom ljudem realno dal. Tudi kar se tiče moje kariere in tega. In, a veš, jaz skozi pesem Princ veliko več povem o tem, kaj se dogaja. Čeprav moram reči, da ta pesem nima nikakršne veze z, recimo bom dal primer, ker ljudje so zelo narobe predvidevali, da je to neki moj ljubezenski vezi, ki je bila da te nekdo razočaral. Ki je bila pred leti tudi javno in tako naprej. To pač ni res. Recimo, ne. Ni ta pesem za to. Ampak je iz nekih čist drugih razlogov, ki pa so še vedno samo moji. Mogoče nekega ne delim. Ampak hočem reči, da ta cel osebno življenje gor dol, sej kakorkoli obrnemo, mediji bodo tako ali tako nekaj najdeli in napisali. Ne? Jaz sem dal toliko enega materiala, da oni do konca življenja lahko pišejo. Se jaz tudi tega zavedam. Ti je žal za kakšne stvari, ki si jih delil? Ne več. Zato, ker bilo mi je vmes in sem bil zelo jezen tudi vmes, ker sem bil tako, joj, David, no, pa dej. A v bistvu ne. To je šel biznis, tako kot sem dobil potrditev, da zelo dobro vem, kaj je šel biznis. To je šel biznis in hvala Bogu, da sem delil toliko. Ker res sem dal toliko enega materiala v tistih parih letih, da zdaj že Hrvati, če se mal poglobijo bolj, se sploh ne rabijo ful, bojo imeli materijala za 1 leto zapisati. In bom jaz mogel vse to demantirati in se dela, da ni res. Pa se to dogaja, da se kakšni kakšno stvar so že najdeli, ja. Ker tudi to pride potem spred. Kakšno stvar so že najdeli, ampak jaz se pač delam, da to nisem bil jaz. David 6.0 ne potrjuje teh informacij. Jaz verjamem, da se bo spet zgodil moment, ko bom delil še kaj svojega osebnega življenja. Ampak v tem trenutku tega ne čutim, ne želim pa tudi zdaj biti jaz nek kako bi rekel, steriliziran glasbenik.
komu je to zanimivo. Ja, veliko se zdaj že zahteva od glasbenikov, ne, da delijo ravno danes, katero zobno ščetko si umivajo zobe, in potem nekako je verjetno težko postaviti samo glasbo v spredje, se mi zdi. Ja, tako bom rekel, tudi jaz mislim, da nič ni narobe z vsem tem, tudi kdorkoli, ki deli prav čisto vse. Ampak to je očitno oseba, ki vse to tudi zelo dobro lahko zdrži in handla. Ne. Moj problem je bil samo, da jaz to takrat nisem dobro handlal in to jaz tudi ne morem toliko handlati. Jaz sem zelo privatna oseba in to ne gre. Sem pa vsem tudi nekdo, se pravi, ki ve, kako te stvari grejo in mogoče pa bom v prihodnosti tudi spet kaj malo več dal ljudem. Jaz v bistvu na svojih koncertih samostojnih zelo veliko stvari svojega osebnega življenja povem. Ker so tam tvoji ljudje, verjetno je lažje. Ne? Moja publika ve, kje sem jaz živel v zadnjem letu iz mojih koncertov. Jaz nisem živel v Ljubljani, jaz nisem v Sloveniji živel v zadnjem letu. Zdaj 4 mesece živim v Zagrebu, recimo. Ne? Predtem nisem živel v Sloveniji. Tega ljudje, moja publika na koncertu to ve. In to je tisto, zdaj sem nazaj v Sloveniji, oziroma zdaj se bom vrnil po Zagrebu. Ne? In jaz v bistvu nagradim svoje. Z informacijami. Z informacijami, ampak dam tistim ljudem, ki vem, v rokah katerih jaz vem, da so moje informacije zelo varne. Moja publika bo to vse sprejela z enim lepim pristopom. Mogoče se je tudi zelo spremenilo moje življenje, ne mogoče, zato se je moje življenje zelo spremenilo, ker sem si vmes zgradil svoje občinstvo. Ko sva midva začela, takrat jaz nisem imel samostojnih koncertov še. Ko sva midva začela, ko sva imela prvič intervju. Ko sva začela najino vezo. Ja, tako. Pred očmi javnosti. Tako, slovenske novice, ki zdaj že čakajo. Jaz sem ta oče njenega otroka. No, tega pa ne bomo dali v klip. Mogoče niti ne v podcast. To je pa za David 7:0. Ja, šalo na stran. Ampak hočem reči, da sem začel s svojimi samostojnimi koncerti z naslovom Mama romantika. In ko sem to naredil, ko se je ta preklop zgodil, zelo drugače se je moja kariera, moje življenje začelo dogajati in sem začel bolj verjeti v to, da jaz pa imam v bistvu ljudi, ki me imajo radi. Moj problem prej je bil, da sem čutil ful ljubezen ljudi, ampak ker nisem znal teh ljudeh skupaj zbrati, veš. Zdaj pa pridem na en koncert, pa je to toliko ene ljubezni, pa tvoje publike, ki te drži še kar nekaj časa. In to je ta razlika, zato si jaz zdaj upam več stvari, tudi pa se malo upam ne deliti, recimo, stvari. Ker vem, da pa obstajajo ljudje, ki jih mogoče tudi ne zanima toliko moje osebno življenje in zato njim še rajš potem delim nekaj svojega osebnega življenja. Recimo, to je zdaj bil en primer. Ne? Tako da, toliko. Zdaj, večkrat tekom tega pogovora si rekel, ta posel, pa šov biznis, ne, pa tako. Koliko je pa potem tukaj prostora ostane za to čisto emocijo, za glasbo, to verjamem, da je tvoja prva ljubezen in tam, kjer ti prideš na plan, pravi David, kje je prostor, da pa si ranljiv, da daš sebe na pladnju? Na odru. Naučil sem se zelo, da na odru ni pobega in da na odru, ko sem na svojem koncertu, jaz ne morem ne dati ničesa. Tako da tam, v bistvu, najbolj tam. Pa, tudi ko pišem pesmi, sem zelo ranljiv, ampak jaz mislim, da se nikjer ne zgodi to tako kot na odru. Zato, ker sem tako mlad začel, sem se naučil nečesa pomembnega, da ti na odru ne moreš dati polovično sebe in da je to brez veze. Zadnjič smo snemali spot, recimo, in sem imel ful probleme se sprostiti v določenih scenah. Potem smo pa šli na nekam, kjer je bilo javna površina in je bil en kotiček, kjer je vzgledal tako, da sem čist sam. In smo to snemali za kamero, pa tako 150 ljudi. So bili radovedni? Ja, gledali, snemali, to kako jaz. In jaz tako tam, nič, zdaj ne moreš zdaj klele glum, da nič, ne moreš zdaj klele biti nesiguren. In sem se takoj vključil in za video spot
vse je naredil, vse je bil noter, ker nekako nočem razočarati ljudi, ki me gledajo. A veš, oni so ti namenili ta trenutek, da si ti njim v tistem trenutku zanimiv. Recimo v tem primeru na spotu so se ustavili in jaz sem mogel biti tudi v tem delu spota zelo ranljiv, se odpreti in odpeti srca, pa čeprav izgledam komu malo neumen, pretiran, dajmo tako reči, ne, ampak so ostali. So ostali in vem, da je to moje glavno orožje, emocija in ranljivost in zelo sem v bistvu hvaležen, da to vzbudim najbolj samo na odru, ker je tam tudi najbolj pomembno. Ne. David, kje te lahko zdaj vidimo v tej najbolj ranljivi obliki? Kaj pripravljaš, kaj v bližnji prihodnosti, ko se zaključi tale veliki šov na Hrvaškem? Ja, če mi drži pesti, da mi bo zmaga naklonjena, če ne bom naredil škandal. Okay. Spomniš tako kot Langa takrat. Kdor ne ve, skupina Langa 2000... Sunac pa to. To, 2000, ne vem, koliko je. Najemi nekaj. 9. Ja. Jaz se spomnim. Ker spremljaš ceno, ne, ker si v biznisu. Jaz bom štalo naredil. Če ne zmagam, to bo lej. Čakamo, slovenske novice so pripravljene, naslovi se bodo kar sami pisali. Ne, verjamem, da se to... Ne bo se zgodilo, ker nekako, veš, jaz se tudi navadil na to, da ne zmagujem. Ja, dober poraženec si, ne, znaš? Jaz sem najboljši poraženec. Kaj že vadiš čisti obraz? Ne rabim več vaditi. Ne rabim, jaz mislim... Jaz, ko sem recimo v oddaji, tvoje lice zvuči poznato, zmagal, kot v prvi oddaji, jaz takoj prvi oddaji zmagal, nisem vedel, kako se obnašati, ko sem zmagal. Tako da nisem pravzaprav navajen na zmago. In ne vem, Zdaj se moraš pripraviti na zmago, ne? Ja, mogoče, evo. V glavnem, zdaj prihaja finale, potem pa smo 5. junija v Radovljici, ki je že razprodan, koncert bil razprodan po 2-3 dneh. Potem pa imam še koncert 18. junij v Maribor prihajam, tudi z enim lepim koncertom zunaj, tam grejo tudi harte vedno toliko neverjetno hitro, da se mi zdi, da zdaj bo pa to sploh, ker je postal nek mali razcvet glede mojega koncerta, na kar sem ful ponosen, ker sem to res zgradil sam in sem vesel in ko mi čakam. No. Čaka me še en večji koncert sigurno jeseni, pa čez poletje še neke manjše stvari, ki pa bom še tudi vse obvestil. No. Vsekakor sem na odru. No. Glavna stvar pa, da prihajamo na moja nova pesem Zbog tebe, je naslov, poletna. V bistvu v takem moodu, kakršen sem zdaj. Bo v duru? Zelo v duru, zelo vesela, zelo pozitivna, v bistvu ljudem prijazna. Tako da zelo se veselim tega novega poglavja. No. Evo, spet smo v novem poglavju. Skozi je novo poglavje. Jaz mislim, da mi publika ne sledi. Ta moja neka prava, da so tako, zdaj je on tam, pa tem. Zdaj je on se tako, ne. Grem malo dol pa gor. Ampak glavna stvar pa vedno ostane ista in to je to, da sem jaz vedno ta ljubezen do glasbe in tega posla, no. Ki pa ostaja premica od začetka do konca ista. No. Ja, David, jaz sem zelo vesela, da si ponovno vzel čas in da sem zdaj to 6.0 verzijo spoznala. Upam, da ne bo menilo spet 4 verzije vmes, preden se vidimo. Jaz pa upam, da. Aha. Veš, če se človek ne zna reinventirati. Jaz zdaj to ne delam te stvari renovacije. Nema reči. Renovacije. Ne delam za nalašč, ne. One se pač zgodijo, zato ker ne bežim jaz zdaj v svojem življenju od tega, da pač da se mora nekaj spremeniti. Če se mora nekaj spremeniti, se bo pač spremenilo. In moja publika na to se mi zdi, kakorkoli ne vejo, kje sem, jaz mislim, tako mi čakajo, da vidijo, kaj bo zdaj. Ker je vedno nekaj novega. Vedno je nekaj novega in hvala Bogu, da je tako, ker samo tako tudi živimo. Konec koncev ti imaš tudi drugačno frizuro zdaj, kot pa nazadnje. Ne? To pomeni, da so se ti spremembe zgodile vmes. In me veseli. Ne? Tudi mene, David, da si vzel čas in te bomo spremljali, če drugega ne čakamo na škandal, ne? Če bo tisto nesrečno drugo mesto spet. Ampak verjamem, da boš tokrat dvignil ponosno. Kaj dobiš, pokal? Dobiš kaj? Plaketo dobiš. Plaketo dobiš. Ja, sej, ne bom. Hotel sem reči, sej že vidim, da boste naredili naslov, ampak ne dam vam ideje.
Ne. To se pa pol že plača. Aha, ok, Pridem kot novinar. v redu. Prav. Vedno iščemo. To je Hvala. zelo perspektiven Petra, poklic. Petra, hvala ti sicer za povabilo. Zelo mi je bilo prijetno v tvoji družbi, pa tudi zato, ker je bilo že drugič. Ja, Jaz sem se mogoče še bolj sprostil. prosti. S tabo pravzaprav gradim eno zgodbo in verjamem, da bo to tako, ne vem, če si videla, kot je Billie Eilish imela za vsako leto z Vanity Fair, se mi zdi. Vsako leto intervju z istimi vprašanji. Aha, in samo odgovor. In so odgovore. In jaz mislim, da je prav, da midva začneva delati tako, da bova na vsaki 2 leti se dobivala, da vidva, kakšne so najne spremembe in koliko sva se kaj spremenila vmes, ker ti že lahko zagotovim, da čez 2 leti bo sigurno neka čist druga verzija. In se veselim. Zelo dobra ideja, upam, da mi jo ne boš zaračunal, mogoče jo uporabim. Ne. V glavnem, najlepša hvala, vse dobro ti želim in seveda te bomo spremljali še naprej. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami. Šok.